Zdravljeni, z vami sem Minka. Danes vam tako šarmanten glas. V glavnem, zaključili smo sejem na knjižni sejem v Ljubljani in danes zjutraj pride soseda in reče: Jaz imam glas kot Tanja Žagar. No, jaz tudi, v glavnem. To pomeni po enem tednu, torka naprej, ko samo govoriš, pa imaš pa tako šarmanten glas, žamanten glas. No, v glavnem, zdaj so še sveži spomini, utrinki in tako se nekam moram posneti tale video, da vam povem, kaj se je dogajalo na knjižnem sejmu, ker jutri se bojo dogajale druge stvari in se veste, potem pa življenje gre naprej. V glavnem, od torka do danes večer, do nedelje, sem bila z mojo prijateljico Silvo, sva bili na knjižnem sejmu. V glavnem, imeli sva svoj kotiček srečnega življenja in vam povem, energija je toliko sekala, da je bilo to nekaj neverjetnega. Šlogali smo, karte prehodu na novo dobo, toliko je bilo dobro. Zdaj vam pa povem par primerov. Kaj mi ta prva stvar mi gre? Čez možgane. In mehen fantek pride, tak, mehen, komaj je videl čez mizo, z očali, pa naredi: Dobar dan, kako ste? Se neka, dober. Jaz vam pa prinašam srečo. Se rekel, kako lepo, jaz sem pa firmo Srečno življenje. In me pogleda in rekel: A imate kaj za ston? Ojoj, nimam. A ja, imam, piškote. Ok, vzamem 2. In vzame 2. In en piškot nese sosedi, ki je bila pa napravljena ta prvo dan v lisičko, pa je bila v čarovnico napravljena in imajo poseben projekt za berem in se gibam, pa se nisem tako poglobila v to, glede na to, da imam drugo tematiko. No, kakorkoli. V glavnem, kaj je bilo še zanimivega? No, pa smo pa brali karte. In tudi danes bom še za vas še karte. V glavnem, to so te še frišne iz sejma. Zmešana sta 2 kupčka skupaj, tako da teh 88 kart prehodu na novo dobo. Pa da vidimo, kaj za vas. No, tako smo v glavnem brali karte, da vidimo, kaj vam sporoča stvarstvo. 3 karte. 2 sta padli dol. Jih bom pobrala. 1, 2, 3. To so pa rezervne. Da vidimo za vas. In potem sem ljudem šlogala. Se pravi, sem jim razlagala to, kar je šlo skozi mene. No in zdaj, če pogledam to, kar zdaj gre na podlagi teh kart skozi mene, je to. Pri tebi, ki to poslušaš, je čas, da se osvobodiš starih vzorcev, ker vse se zgodi z nekim namenom. Čas je, da se obrneš na angele, ker ti angeli hočejo povedati, da pejš že naprej. Pa čas je, da se premakneš. In imaš tukaj: dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. In nad angela Rafael, ki govori: tukaj sem, zdravim te. Vse bo v redu. No, zdaj pa pogledamo karti, ki sta padli dol. Delovanje, gibanje, delovanje, pač sprav se v akcijo in dovolj intuicije imaš, da enostavno veš, ker ti veš, ti poznaš resnico, ker resnica je ena. No, na ta način sem jim brala sporočila. No, pa bi pa en gospod, ki je bil tako šaljivc, pa sem mu nekaj prebrala, sploh ne vem kaj, in se je nekaj hecal. Se reka: veste kaj, gospod, za vas bi bila pa knjiga, ko imajo moški hormoni žur. In je rekel: ja, nekaj spet rekel, nekaj naštos, pa je bilo ha. In jaz nekje odprem in začnem brati. Moški, ki je ranjen, se skriva za maskami šaljivca. In tako naprej. Zdaj lepo pravic povedan, sploh ne vem, kje je to, ampak to se je, dejansko knjiga se je odprla točno na mestu, kar je on rabo slišati. Čakajte, mu probala prav najdeti. In v glavnem, ko mu preberem, obne mi in reče: jo, zdaj ste me pa zadela. Silva se smeji in pravi: a vas je sezula? Jo, če sem brez besed. In dejansko je vstop brez besed. V glavnem, ranjeni moški se skriva za maskama šaljivca in vsevedneža. Moški, ki se skriva za masko dežurnega klovna, vsako resno temo spremeni v šalo. Moški, ki se skriva za masko vsevedneža, se postavlja pred drugimi in hoče vsem dokazati, da je alfa samec. In podzavestni programi: vse moram imeti pod nadzorom, in če imam vse pod nadzorom, se počutim močnega. Svojo bolečino moram prekriti
s humorjem. In seveda, in se ne vidi, da je ranjen. No, v glavnem, to je bil en gospod. Pa en drug gospod, pa njemu pa sploh ne vem kaj, sem mu nekaj razlagala, ene stvari, ampak ga je zadelo tako, da so mu začele samo solze teči. Se reka, pri nas je nekaj v zraku, pač vsi kar jokamo tukaj. Pa ena druga gospa prišla in rekla, jaz sem se zgubila, sploh je rekla, a kaj narobe, če tega nič ne poznam. Ko začnem brati karte in razlagati, točno to je rabila slišati. No, tam so pa obedve jokali. Tako sem rekla, po moje nekaj v zraku, ker vsi samo jokamo tukaj. No, pa smejemo tako. Toliko pozitivne energije, te knjige, ki imajo neverjetno energijo. No, pa še ena gospa prišla in je merila frekvenco. In je rekla, da dejansko najvišjo frekvenco ima ta knjiga, ko imajo čakre žur, pa ko imajo duše žur, dejansko prav zdravilno frekvenco, prav tako pa karte prehod v novo dobo. Tako, ko je merila frekvenco, no in zraven je bila pa moja prijateljica Silva, ki pa je imela še orgonite in vam povem, otroci so se lepili na te orgonite, je bilo tako, dejansko otroci, ki imajo čisto energijo, ki enostavno jih je privlačilo. Vam povem, tako dobra izkušnja, ja, seveda, smo delali, govorili, v četrtek sem imela predstavitev knjig in sem povabila gospo Matejo Žlogar, ona je moja prijateljica in smo v glavnem sva govorili, klepetali in dejansko, ko sem hodila po drugih stojnicah, so rekli, a vi ste govorili o tistem? Ja, več takih tem bi bilo treba. Res je, slovenska ženska je preveč v moški energiji, slovenska ženska se mora še vsega naučiti. Južne sestre znajo marsikaj, lejte, sploh to, lahko bi rekla slovenska ženska, to je ovijanje moškega okrog prsta. Pa ni, gre se za to, da ženska razume, da ne more biti v moški energiji, da ne more krepiti mišice, zabijati žeblje, si misli, da vse more sama, ampak biti ženska pomeni, da dovoliš, da kdo kakšno stvar naredi namesto tebe, da prosiš za pomoč in tako kot južne sestre znajo reči, dušo, nal možeš, pač slovenska ženska, zagrabi pa reče, kdo bo deca čakal. Pač, a ni tako? Mi se dejansko učimo biti v tej ženski energiji, ker pomeni, da prosimo nekoga za pomoč, da smo v tej ženski energiji. Tako da, zdaj, če pogledam v te utrinki tega knjižnega sejma, naslednjo leto sigurno grem, zaprosila bom za isto stojnico, tam v kotu, tako luštna energija, pač res tako lepo, dejansko točno ta prave sosede smo imeli, v glavnem z našo sosedo na začetku nekako nismo bili na isti valovni dolžini, krščanska literatura, tudi mistika, ampak da vam povem, kako smo se povezale, ker ponavadi imamo mar biti kakšne predsodke en pred drugimi, ampak tako lepa energija, tako super, na koncu smo se objele in upam, da se vidimo naslednje leto tukaj skupaj. Tako super. Seveda je bil kakšen tak utrinek tudi vmes, ko si enostavno rečeš, ok, ljudje imajo probleme, hodijo okrog, da koga kam spravijo, ampak v glavnem nič hudega, ker gre se za to, da mi ostajamo v pozitivni energiji. A ne tudi, če so ljudje zanimivi. Ena gospa prišla, ne smem govoriti, po katerem predavanju. Ena gospa je prišla po enem predavanju, v glavnem na tistem predavanju so bili sami taki zelo resni ljudje. V glavnem in pride in dejansko Silva reče te gospi, a že kaj poznate? Ne, se znam brat. Ok. Pa Silva ni utihnila, pa reče, ampak gospa, veste, ta literatura je pisana zato, da ne boste na stara leta rabila pomoč. Se obrne pa reče, a kaj narobe, če sem odvisna od drugih? Ampak takaj pri temu. Jaz tista rečem, gospa, v redu, Silva, dost, v redu je. Pa zdaj hočete reči, naj se spelem?
Sem rekla, gospa, kar bote, pa tam tisto stresa nekaj. Gremo okrog, sem rekla, ja, gospa, prosim, da greste, jaz sem plačala za to stojnico in pač prosim, da greste tukaj. Ne, jaz bom zdaj brala to knjigo. A vam dam stol? Ne, jaz bom zdaj brala to knjigo. Sem rekla, ok, v redu. Jaz sem pošla na WC in sem pošiljala vso svetlo energijo tja, ne pridejo angeli, sčistijo to energijo. No, potem pa prišla ena taka dušica tja, da je enostavno razblinila vse to, gospo je pa kar odnesla stran. V glavnem, taki in drugačni pridejo, seveda nas vsak od nas nekaj uči, ampak predvsem to, tudi če pride nekdo tak, ki ima črno oblak nad sabo, je pač stresaj to svojo jezo nekje drugje, gre se za to, da mi ohranjamo dobro voljo. Pač današnji utrinki. Prišel je moj sosed, tukaj, Sežane, pri Sežani. In reče, živijo. Sem rekla, joj, gospod, jaz vas ne poznam. Meni je prav žal, jaz vas res ne poznam. Ker jaz vam pa mečkam problem, ker si obrazov ne zapomnim. Rekel, Igor, na tvoji predstavitvi sem igral kitaro. Ojoj, ja, zdaj vse vem. Dejansko, ja, seveda pa vse vem, ampak obrazi, tako da če slučajno vas ne prepoznam pomen, jaz si ne zapolnim obrazov. Ne vem, kaj si jaz zapolnim, jaz si zapolnim energijo človeka, energijo, vse drugo, kako se počutam, verjetno občutam barve, nimam pojma, ampak obraza ga ne vidim, ga ne zaznam, se ga ne zapolnim. Saj veste, ljudje se spreminjamo. Tako da, a gremo zdaj tako, pogledati, kje se odpre knjiga, pojmo zdaj le duše imam tle pred sabo. Duše, kje se odpre, zbudi se. Vam preberem to, zbudi se. Sindrom Marije Magdalene. In pa je zanimivo, v tej knjigi Duše sem napisala moji 2 prvi pesmi. In je bilo tako zanimivo, ker bi morale biti pesmi noter ene pesnice. In tik pred zdajci, preden je šla knjiga v tiskanje, sem rekla, čakaj, Minka, ti nimaš dovoljenja. Napišem in napiše, moji biseri ne morejo biti zlorabljeni in dvigati vibracijo vaši knjigi. Ok, prav tvoji biseri ne bojo v moji knjigi, v redu. In sem svoje dala noter. In dejansko se je izkazalo, da ta duša nima take bisere, ampak ima kakšne, pač ima zanimivo energijo. Ampak zbudi se. Nisi vedela, nisi znala, nisi še zmogla. Rodila si se, ne boj, da je treba. Rodila se je še ena baba. Želeli so si fanta. Dali so ti vedeti, da nisi dovolj. Govorili so ti, da nisi dovolj. Nikdar nisi bila dovolj, ker nisi moški. Ubogaj, bodi poslušna. Kdo pa misliš, da si? In si začela verjeti, da nisi dovolj. Začela si verjeti, da svojim molkom gradiš. Nihče ni opazil, da imaš tudi ti želje. Nihče ni spoštoval tvojih potreb. Niti ti sama ne. Verjela si jim, da se je za ljubezen potrebno truditi. In si pristala na manj, kot ti pripada. Bila si tiha, ubogljiva, ustražljiva. Mislila si, da si tako služiš nebesa. In tako se je tvoja duša odločila, da ima dovolj. In ti je poslala bolezen. Hotela te je zdramiti. Kričala je o tebi, zbudi se. Pa se nisi. Dobila si prvo opozorilo. Dobila si diagnozo. Ko si se malo okrepila po bolezni, si spet igrala vloge, ki so te jih naučili igrati. Želela si biti ljubljena, a kaj? Ko ti nihče ni naučil, kaj sploh je ljubezen. Želela si ustreči, ker si mislila, da je to ljubezen in boš tako nekoč ljubljena. Pa se nisi zdramila niti takrat, ko si se zavedla, da so te vsi ljudje jemali za samoumevno. Nisi še zmogla. In tvoja duša kriči, zbudi se. In če se ne boš zbudila, boš spet dobila diagnozo. Si želiš tega? Tvoja težava ni v tem, da bi bila slab človek.
temveč v tem, da si predobra do vseh, samo do sebe ne. Zbudi se. Nisi vedela, nisi znala, ampak zavedaj se, zmoreš. Tukaj se je odprla. Ko imajo duše, Žur. No, gremo naprej. Ko imajo čakre, Žur. Kaj se bo pa ta odprla? Kaj tvoja prebava pove o tvojem zdravju? Prebavni trakt, 400 kvadratnih metrov površine, pozna tvoja čustva. In ti svojemu prebavnemu traktu dejansko ne moreš lagati, zato ker tvoje črevesje ve. Veste, Američani imajo zanimiv izraz, čutim v drobovju, tisti gut feeling. Mi nimamo tega, rečemo čutim na vodi, ampak dejstvo je, da dobesedno tvoja prebava ve. Takrat, ko se ti ustavi prebava, pomeni, da bi mogli postati zelo, zelo pozorni, kje smo. Ker lahko se zgodi, ker lahko da nečesa ne prebavljamo, lahko smo občutljivi na gluten, lahko imamo vnetje, lahko pač nekaj je. Dejstvo je, če kakate suhe figice kot srnica ali zajček, to ni v redu, strupi ostajajo v telesu. Če imate drisko, to ni v redu, strupi ostajajo oziroma se izplavljajo z telesa, ampak tudi dobre bakterije. Če imate mastno blato, pomeni, da imate zapacana jetra. Zajedavci, glistjev, kandida. V glavnem, moja hčerka, ki je oblikovala tole knjigo, Pija, je rekla, mami, toliko si pisala o tem, tako rečem, kot je rekla, o tem dreku, toliko velik. Ja, ampak hrana in zelišča, ki ga okrepijo delovanje organov, ki jih z energijo napaja popkovna čakra. In to pomeni, da je čas za razstrupljanje. Če imamo preveč strupa v telesu, naše telo enostavno ne zmore. No, potem imate moške hormone, da vidimo, kje se bo odprla. V življenju nismo pripravljeni za harmonične odnose, dokler sami sebe ne postavimo v harmonijo. In v glavnem tukaj govorim, sicer povzemam iz knjige Učinek medenih tednov, da smo mi ljudje kot žlahtni plini, če delamo na sebi. In dva žlahtna plina, ki dejansko skupaj plešeta, delata še večjo svetlobo, po drugi strani pa ta proces notranje transformacije dejansko primerjamo lahko z preobrazbo gosenice. Recimo, pod kožo gosenice je 6 do 7 milijard celic. Vsaka celica je čuteča entiteta in dejansko je skupek tega ekvivalent funkcionalne miniature človeka. Vsaka celica ima delo. In nekatere delajo prebavo, druge mišice in tako naprej. In potem ta gosenica nekega dne neha jesti, se umiruje in začne sistem razpadati. In te celice začnejo razpadati. In nastane juha celic. In ta juha celic bi jo lahko primerjali z apoptozo, to je celični samomor, ampak dobesedno se pa potem nekako iz tega ven reorganizira nova struktura in to pomeni, da nastane metul. No in takrat, ko v vašem življenju pride do trenutka, o moj bog, vse razpada, pomeni, da imate na nek način preobrazbo. Ne se bati tega, ker dobesedno je čas za preobrazbo vaše duše. In potem pišem naprej, prebojeni moški, ki je kralj. To so moški hormoni. Ko ima življenje, Žur, da vidimo, kje se bo pa ta knjiga odprla. Tukaj, pogodba s seboj, sama sebi obljubljam, da mu vsako jutro popijem 2 velika kozarca vode. Vsako jutro se nadiham svežega zraka in se zahvalim za čudovit dan, ki je pred menoj. Redno vadim. S polno odgovornostjo izbiram samo zdrave odnose in zdrave obroke. Zavedam se razlogov, zakaj jem. Jem zato, da zadovoljujem svoje prehranske potrebe. Moje čustveno stanje je vedno v ravnovesju, vsak delček mojega telesa je čist, moje telo je svetišče. Pogodba s seboj in dejansko jo podpišeš. In ko imajo hormoni, Žur, recept za zdravo torto. December, mesec sladic,
sladice, zdravi recepti za hujšanje. Imate tukaj noter krasne recepte za čudovite recepte, sladice, se pravi temna čokolada, kokos, jajca, orehi, borovnice, veganska torta. V glavnem, recepti, ki vam bojo pomagali, da tudi v teh decembrskih dneh date nekaj dobrega na mizo, pa je zdravega in hkrati to vpliva na dobro počutje, na hormone, predvsem pa to, da se ne zredite. To je to. V glavnem vas povabim na spletno stran srečnoživljenje.com in v glavnem 10% popust, koda za 10% popust je zdravje. Tako da v glavnem to je to. To so te utrinki iz sejma in ja, naslednje leto sigurno spet grem, ker je bilo neverjetno doživetje. Tako da uživajte, vse dobro in če ne prej, ja naslednje leto se vidimo na knjižnem sejmu, velja.